Besedni dvoboj je kot mesarsko klanje dveh principov. Dveh principov, ki brezupno stojita na nasprotnih straneh brega, vsak svojo vojsko. Svojo vojsko ločil, medmetov, slengovskih inovacij, predvsem pa različnih besednih variacij. Besednih variacij, ki iz čistega brezpredmetnega moraliziranja ubijajo možnost dialoga. Možnosti dialoga so torej nične in skoncentrirane v dveh kanonskih monologih. V dveh kanonskih monologih se zrcali nemoč povezovanja besed in približevanja principov. Približevanje principov se napaja z lastno negacijo, ki jo skriva absurdnost besednega konflikta. Absurdnost besednega konflikta pomeni pogovarjati se brez dogovora, dogovarjati se brez pogovora. Besedoboj. To je to in nič drugega. Spoštovane dame, spoštovani gospodje, cenjeni predsednik Državnega zbora, magister Dejan Židan, cenjeni predsednik Državnega sveta, gospod Alojz Kovšca, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovane državne svetnice in spoštovani državni svetniki, drage sodelavke, dragi sodelavci, cenjeni nastopajoči in vsi zbrani. Vsi skupaj toplo dobrodošli na današnji svečanosti ob odprtju prenovljene male dvorane parlamenta. Letos je posebno leto tudi za slovenski parlament. Zgradba, ki radi rečemo hram demokracije, letos obeležuje svojo častitljivo 60-letnico. 19. februarja leta 1959 so slovesno odprli skupščinsko palačo arhitekta Vinka Glanca, ki je vnesla nove dimenzije urbanega prostora v mestno središče Ljubljane in si čez čas zasluženo pridobila status slovenske kulturne dediščine. Slovenski parlament je kot zgradba res nekaj posebnega in zgodovinsko neprecenljivega. Tukaj se je rodila slovenska država. Zasnovan je tako, da v njem nemoteno in neodvisno delujeta oba domova, Državni zbor in Državni svet. Vesel sem, da se v tem jubilejnem letu končuje celotna, nujno potrebna in zahtevna prenova parlamenta, prav s prenovo male dvorane, v kateri sicer prvenstveno domuje Državni svet. V parlamentu pa ni živahno le danes. Nahajamo se v vrelišču družbenega, političnega, pa tudi kulturnega dogajanja. Za slednje poskrbi zlasti parlamentarni pevski zbor Kvorum, ki nam bo pod taktirko zborovodje Ane Marije Beguš zapel svoji polni zasedbi prekmursko ljudsko pesem Ne ovri, ne sejaj. Slava
Letos obeležujemo tudi prekmursko leto. Zato ni naključje, da so pevci kvoruma izbrali iz svojega obsežnega opusa prav prekmursko pesem. Kvorumu se zahvaljujemo za ta tenkočuten pevski nastop. Iz prekmurskih ravnic pa nazaj v slovenski parlament. Slovenski parlament je dvodomen. Kot rečeno, ga sestavljata državni zbor, tako imenovani prvi dom, in državni svet, tako imenovani drugi dom. Državni zbor, kot najvišje predstavniško telo, je začelo delovati po volitvah 6. decembra 1992. V njem deluje 90 poslancev, ki zastopajo različna družbena mnenja. Pravzaprav v njem domuje ljudstvo. Veliko čast in veselje mi je, da lahko na oder povabim prvega slavnostnega govorca, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, magistra Dejana Židana. Izvolite, gospod Židan, beseda je vaša. Spoštovani predsednik Državnega sveta, spoštovane poslanke in poslanci, spoštovane nekdanje poslanke in poslanci, spoštovane svetnice in svetniki, spoštovane nekdanje svetnice in svetniki, lep pozdrav tudi vsem ostalim prisotnim in en res prijazen pozdrav vsem glasbenim današnjim ustvarjalcem. 19. februarja 1959 ob 11. uri je bila slavnostno odprta palača, v kateri smo danes. Palača Slovenske skupščine. In od takrat naprej se v teh prostorih je dogajalo in se dogaja vrsta pomembnih dogodkov, vrsta pomembnih odločitev. Nenazadnje v teh prostorih slovenskega parlamenta je dobrih 30 let nazaj bila izjemno pomembna seja. Potrjeno je bilo 81 ustavnih amandmajev, ki so omogočili, da na specifičen slovenski način, lahko temu rečemo tudi evolucijski, smo prešli iz ene oblike družbene ureditve v drugo, sodobno, moderno. In takrat ste sprejeli ustavna določila, ki so omogočala, da bolje razumemo, kaj so človekove pravice, da bolje razumemo, kaj je ločitev treh vej oblasti in ne nazadnje. Bile so sprejete odločitve, ki so omogočile in preprečile, da bi nekdo drug iz Beograda v Sloveniji, kjer je hotel zaustaviti našo pot, uvedel izredne razmere. Če pogledamo, spoštovani, 29 let nazaj, 23. december 1990, je bil prav tako pomemben dan. Imeli smo plebiscit. Leto kasneje, spoštovane gospe, spoštovani gospodje, v veliki dvorani slovenskega parlamenta je bila sprejeta slovenska ustava. Torej, mi danes praznujemo prav tako dan ustavnosti. Oba datuma pomnimo. Tretji datum pa pogosto pozabimo. Leto dni kasneje, 23. decembra 1992, je bila v resnici konstituirana Slovenija preko svojih inštitucij. V tem parlamentu je bil prvič v skladu z moderno slovensko ustavo konstituiran državni zbor, prvič v skladu z moderno slovensko ustavo konstituiran državni svet in prvič je zaprisegal predsednik Republike Slovenije. Torej pomemben dan. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, parlament ima svojo starost. Ta lepa stavba je zgrajena iz 14 tih različnih vrst slovenskega kamna, iz slovenskega lesa. Marsikatera lepota tega parlamenta živi tudi na ta način, da ustvarjalci še vedno obiščajo. Ljudje, ki so gradili ta parlament, letno obiščajo ta parlament. Vendar, kakor vse se stara, se tudi ta stavba stara. Leta 2000, torej dobrih 19 let nazaj, je bila obnovljena velika dvorana. Leta 2007 obe pomembni dvorani na Tomšičevi ulici. In že takrat se je razmišljalo, da je nujno potrebno, da se obnovi tudi mala dvorana.
leta 2007-2008 so nastajali načrti, ki so v bistvu danes realizirani. Ko so bili načrti končani, se je 10 let zbirala moč, energija in pogum, da se v resnici obnovi še zadnji del slovenskega parlamenta. In ko danes opazujemo to lepo dvorano, ni bistvene razlike od načrtov iz leta 2009. Ena stvar, ki jo mogoče opazite, sedežev je nekoliko več. Takrat je bilo načrtovano 60, danes jih je 90, tudi zato, da imamo rezervno dvorano tudi za državni zbor. Nekoliko je novejša tehnika, kakor je bila takrat načrtovana, po predverju je prišlo do zamenjave strani. Spoštovane poslanke in poslanci, spoštovane svetnice in svetniki, iskreno se vam zahvaljujem, da ste bili strpni v času obnove te dvorane. Trajala je nekoliko dlje časa, stara stavba ima svoje skrivnosti, bilo je nekoliko bolj glasno, tudi seje delovnih teles, tudi plenarna zasedanja ste in smo upravili v razmerah, ki niso idealne, vendar smo jih upravili in zato vam iskrena hvala. Iskrena hvala tudi vsem, ki ste v rokih. 23. december, kakor sem povedal, v Sloveniji je pomemben dan, ki ste nam omogočili, da je danes otvoritev te lepe dvorane. In za konec dovolite še zadnja misel. 2 leti nazaj, 20. decembra, je Slovenija dosegla eno večjih diplomatskih zmag. Generalna skupščina Združenih narodov je 20. decembra soglasno, ampak res soglasno, potrdila slovenski predlog o svetovnem dnevu čebel. Zakaj vam želimo o tem spregovoriti? Tedanja naša ideja, ki jo razvijamo še naprej, da je treba vse, kar znamo, storiti, da se borimo proti svetovni lakoti, da se borimo in da se prilagajamo okoljskim in podnebnim spremembam, ne samo, da je dobila soglasno podporo. Že ob vložitvi smo dobili skoraj da večinsko podpise držav, ki so zastopane v generalni skupščini. Zame, kot za politika in državnika, je to zelo jasno napotilo. Kadar smo enotni, kadar vemo, kaj je potrebno narediti, premagamo najtežje ovire, znamo pridobiti prijatelje in zmagamo. Moja prošnja je, da se tudi v prihodnje tako obnaša slovenska politika. Hvala vam. Najlepša hvala, gospod predsednik. Naj se vam ob tej priložnosti še posebej toplo zahvalim za vsa vaša osebna prizadevanja, da se dokončna obnova parlamentarnih soban izvede skladno z visokimi pričakovanji in zahtevami ter v načrtovanem roku. Iskrena hvala. Mala dvorana, ki pa je pravzaprav precej velika, kaj ne, ima pestro zgodovino. V njenih klopeh je presedelo na tisoče slovenskih in tujih državljanov ter državnikov, poleg rednih in izrednih sej državnih svetnikov so se v teh prostorih odvijali številni in odmevni javni posveti, razprave ter okrogle mize. Kako lepo v njej zadoni slovenska beseda, zlasti ko je zapeta. Zato prosim pevski zbor Kvorum, da nam znova zapoje. Tokrat s pesmijo Svetlane Makarovič, ki jo je glasbeno priredil Ati Sos. Ljubljano. Mali avto je še premajhen, na njem sedeli lahko bi vsi. Pa jaz na strehi, pa ti na strehi, pa on na strehi naj sedi. Ljubljano, Ljubljano, Ljubljano gremo mi, la 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 la, la 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 li. Ljubljani, v Ljubljani so lepe ulice, na ulicah lepe deklice, pa če v Ljubljani so vsi zaspani, mi bomo vso noč preplesali. Bila Ljubljana, nikdar ni zaspana, o ne.
plače v Ljubljani, so vsi zaspani. Mi bomo vso noč preplesali, bela Ljubljana, vidite mi zaspana, o ne, ne, o ne. Bela Ljubljana nikdar ni zaspana. O, to pa res ne. Hvala vam, pevke in pevci, ker ste prijetno poskrbeli za sproščeno vzdušje v dvorani. Del parlamenta je seveda tudi državni svet. V njem deluje 40 državnih svetnic in svetnikov, ki zastopajo različne družbene skupine oziroma interese. Pravzaprav v njem domuje civilna družba. Na oder tako vabim drugega današnjega slavnostnega govorca, predsednika Državnega sveta Republike Slovenije Alojza Kovšco, ki je že krepko domač v tem prostoru. Kaj ne, gospod predsednik? Ja, 12. leto se že izteka. Spoštovani predsednik Državnega zbora, magister Dejan Židan, spoštovana podpredsednica gospa Tina Heferle, spoštovani bivši predsednik Državnega zbora, dr. Milan Brglez, podpredsednik Državnega sveta Matjaž Švagan, spoštovani gospod Tone Hrovat, predsednik Državnega sveta v drugem mandatu, spoštovani Mitja Bervar, predsednik Državnega sveta v 5. mandatu, moj predhodnik, spoštovane poslanke in poslanci, bivše poslanke, bivši poslanci, državne svetnice in svetniki in prav tako bivše državne svetnice in svetniki, dobrodošli, prav lepo pozdravljeni v tej lepi, svetli, prijetni dvorani. Kot sem rekel, izteka se 12. svetniško leto, ki ga preživljam v tej dvorani in moram reči, da sem izjemno vesel in izjemno hvaležen. Hvaležen predsedniku Državnega zbora, vodstvu Državnega zbora, generalni sekretarki, vsem tistim, ki ste premogli dovolj poguma, da ste se odločili za obnovo te dvorane prav v tem času pred našim predsedovanjem Evropske unije. Dvorana je bila res neprimerna, dogajalo se nam je, da so se gostje spotikali ob raztrganih oblogah. Težko je bilo sedeti tukaj nekaj ur na skajastih sedežih in upam, da bo odslej bivanje tukaj vsem veliko lažje in da bo ta dvorana v ponos našim državljankam in državljanom, ko tu gostimo visoke goste iz tujine, pa tudi iz naše domovine. Republika Slovenija v ustavi v 6 členih zapisuje, kaj je državni svet. Definira ga kot zastopstvo nosilcev socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov. Dolgo pot je ta organ prehodil skupaj z Državnim zborom, odnosi med organoma so se spreminjali, včasih so bili dobri, včasih manj dobri. Moja zahvala na tem mestu zopet vodstvu Državnega zbora, mislim, da so odnosi zdaj v tem trenutku po mojem mnenju najvišji in najboljši doslej. Posebej bi se rad zahvalil tudi vsem izvajalcem, ki so vgradili v ta prostor ne samo slovenske materijale, ampak tudi slovensko znanje in tehnologijo in da so to upravljali tudi izven delovnega časa, da so lahko dosegli zastavljeni rok s pričo nekaj nepredvidenih del, ki jih je bilo potrebno opraviti. Hiša je stara, vsega se ni dalo predvideti, ampak z trmo, dobro voljo in znanjem in sposobnostjo nam je vsem skupaj uspelo. Predsednik Državnega zbora je kar nekaj povedal o zgodovini te hiše, o zgodovini parlamentarne dejavnosti. Tukaj ni kaj veliko dodati, jaz bi raje uprl pogled v prihodnost. Res je, da je prav tu, v tej hiši, pognala korenine na zgodovinskem rezultatu plebiscita vseh plebiscitov slovenska država,
slovenska demokracija. Na današnji dan je bila uzakonjena pluralnost. Bil je postavljen temelj sodobne, pluralne, demokratične slovenske družbe. In Državni svet ostaja zvest temu sporočilu. Ostaja pluralen, ostaja demokratičen in predvsem ostaja pogumen. Svojo roko sodelovanja ponujamo vsem, ki si tega resnično želijo. Skrbeli bomo za dobro, boljšo zakonodajo, asistirali bomo ministrom, predsednikom vlad in tudi drugim državnim organom v iskanju skupnih, boljših rešitev za prihodnost. In tudi, če se kdaj ne bomo s čem strinjali in če izglasujemo odložilni veto, verjemite, da to ni z namenom nagajanja, temveč iz skrbi, da bo zakonodaja na koncu boljša in da bo v interesu večjega števila državljanov in tudi političnih strank. Le raznolikost mnenj nas lahko privede do dobrih in pravih rešitev za prihodnost. In v prihodnosti nas čaka še kar nekaj nalog. Državni svet je v parlamentarno proceduro vložil predlog novele zakona o državnem svetu, s katero odpravljamo ustavne pomanjkljivosti, ki jih je ugotovilo Ustavno sodišče. Zelo pozorno pričakujemo rešitev problema neustavnosti dela volilne zakonodaje za državni zbor. Tudi tu smo pripravljeni pomagati in poskrbeli bomo za to, da pripravimo vse, kar je potrebno, da v državnem zboru politične stranke lahko izpolnijo ustavno določilo o regionalizaciji Republike Slovenije, to se pravi o ustanovitvi pokrajin. Težko delo nas čaka v prihodnosti, ampak nimam nobene skrbi, da nam ne bi uspelo. Spoštovane svetnice in svetniki, poslanke in poslanci, cenjeni gostje, vsem skupaj vam želim, da bi se v tej dvorani počutili domače, da bi odpirali vrata na stežaj strokovni in laični javnosti, da bi to javnost ne samo poslušali, ampak bi jo tudi uslišali in da bi v interesu vseh državljanov Republike Slovenije tukaj poiskali modre rešitve, ki bi jih predlagali zakonodajalcu v sprejem. Dvorana je odprta. Vsem skupaj vam želim čim lepši, čim bolj vesel Božič, srečno novo leto, veliko uspehov v naslednjem letu, poslankam in poslancem pa tudi potrpljenja z nami, državnimi svetnicami in svetniki, če boste morali kakšenkrat več ogreti poslanske klopi zaradi naših odločitev. Torej, srečno in uspešno v letu 2020. Hvala, predsednik Kovšca. Radosti me, da se obnovljenih prostorov še posebej veseli Državni svet in da ima v tej dvorani načrtovanih že toliko smelih aktivnosti v prihodnjem letu. Res je, Tadej, tudi naju čaka v prihodnjem letu veliko novih delovnih obveznosti. In ker je praznični čas, veseli december, je prav, da vsi skupaj v nadaljevanju za hip odmislimo te obveznosti in se predamo glasbi. Za začetek prisluhnimo kvintetu Policijskega orkestra.
Patricija, mislim, da je nama ob takšnih glasbenih točkah najtežje stati tukaj, na tem mestu. Se strinjaš? Res enkratna izvedba je bila tole. Ja, absolutno se strinjam, a moram opozoriti naše goste v dvorani, da nas v naslednjih minutah čaka prava muzikalična poslastica, ki so nam jo posebej za to priložnost pripravili nastopajoči. In sicer, ženska vokalna skupina Zarja, ki prihaja s Puconcev, je sestavljena iz ljubiteljic ubranega petja in slovenske kulturne dediščine. Do pozitivnih odzivov občinstva niso ravnodušne, zato jih lahko pri tem, drago občinstvo, prosto spodbujate. Za glasbeni vrhunec in židano presenečenje pa bo poskrbel parlamentarni Dixie Band s skladbama Petit Fleur in Washington and Lee Swing. Uživajte.
Spoštovane dame in gospodje, do uradne otvoritve prenovljene male dvorane nas loči še en zaključek. Pravzaprav Tadej bolj sladko presenečenje. Dovoli mi, da povabim oba predsednika, gospoda Židana in gospoda Kovšco, da v prav tako prenovljenem predverju male dvorane svečano zarežeta v torto. Dragi gostje in nastopajoči, vas pa vabim, da se jima počasi pridružite. Veš kaj, Patricija, pozabila sva še omeniti, odkot izvira beseda parlament. Gre za izraz, ki ima izvor v francoski besedi parler,
kar pomeni govoriti, oziroma v latinskem samostalniku parlamentum. Torej, ne bo nič narobe, če zaključiva, da je parlament dom besednih dialogov. In ker imamo pregovorno ženske rade zadnjo besedo, predlagam, da zaključim s predlogom, da nehava govoriti in da prepustiva raje besedo naši prijazni publiki. Vabljeni vsi skupaj, torej v preddverje, da nas zdravimo in poklepetamo. Hvala vam za pozornost in nasvidenje. Torej 60 let nazaj in nekaj dni in mesecev je bila svečano odprta palača ljudske skupščine. To je bilo ob 11. in od takrat naprej se je dogajala tudi zgodovina slovenske države in slovenskega naroda v tej stavbi. Leta 2000 je bila prva velika obnova, takrat torej pred 20 leti, je državni zbor obnovil veliko dvorano. Naslednja pomembna obnova je bila leta 2007. Takrat so se prenovili obe dvorani na Tomšičevi strani in kasneje so se ves čas delalo obnovitvena dela, ampak nikoli v mali dvorani. In mala dvorana torej v 60 letih je postala povsem neuporabna. Potrebno je povedati, da načrti za obnovo male dvorane so bili pripravljeni od leta 2009 naprej. Arhitekt je bil gospod Andrej Šmit, vendar enostavno si ni vzelo časa, volje, da se to naredi. V času, ko se bližamo predsedovanju, je prišlo pač do nujno potrebne odločitve, da se sama obnova izpelje. Obnova, ki je bila pomembno bolj zahtevna, kakor je bilo načrtovano, bistveno več je bilo razbijanja, tudi motenja rednih sej državnega zbora, je uspešno končana do 23. decembra, zakaj se vsem, tako državnemu zboru, generalni sekretarki in ostalim, ki so skrbeli za obnovo, kakor izvajalcem zahvaljujem. Mogoče samo, da to povem, 23. december v tem državnem zboru je pomemben dan. 29 let nazaj, torej leta 1990, 23. decembra smo imeli plebiscit. Leto dni kasneje, 1991, je državni zbor sprejel v veliki dvorani prvo samostojno ustavo Republike Slovenije in leto dni kasneje, leta 1992, se je slovenska oblast na novo konstituirala. V tej zgradbi sta se konstituirala tako državni zbor in državni svet, prav tako je prvič zaprisegel prvi predsednik samostojne Republike Slovenije. In danes, to leto je bilo pomembno, to leto smo torej obeleževali tudi 30. obletnico sprejetja ustavnih amandmajev, ki so omogočili miren prehod v novo politično ureditev, ki so omogočili vpeljavo demokratičnih prvin in nenazadnje Slovenijo tudi zaščitili pred razglasitvijo izrednih razmer, kar je bila nevarnost in so bile grožnje s strani Beograda. In na ta dan bomo danes odprli tudi prenovljeno malo dvorano slovenskega parlamenta. Hvala, da ste z nami. Več pa bo o sami obnovi povedala generalna sekretarka. To je to. Spoštovani, danes, kot rečeno, odpiramo prenovljeno malo dvorano, v kateri prvenstveno zaseda Državni svet Republike Slovenije. Z prenovo dvorane smo odprli neko novo poglavje v slovenskem parlamentu. To, kot je povedano, je zadnja stvar, ki je bila potrebna obnove in tudi najbolj potrebna obnove. Dvorana bo služila še naprej svojemu namenu, to se pravi plenarnim sejam Državnega sveta, obenem bo pa služila tudi posvetom, ki jih bo po novem organiziral tudi Državni zbor.
Izkazalo se je, da so posveti Državnega sveta z civilno, strokovno in laično družbo izjemno pomembni in velik doprinos k razvoju demokracije in vplivu javnosti na zakonodajo v Sloveniji, tako da pričakujemo, da bo v tej dvorani v prihodnje še bolj živahno, kot je bilo doslej. Torej, jaz sem predvsem vesela, da je ta projekt obnove dvorane uspešno za nami. To je bil eden večjih projektov, ki jih je Državni zbor izvedel v zadnjih 20 letih. Predvideni stroški so bili 1 400 000, pričakujemo, da bodo zaključni stroški dejansko nekoliko višji. Ocena tega je 1 550 000. Povešanje stroškov je šlo predvsem na račun dodatnih del, ki so se izkazale ob stari stavbi, kar Državni zbor je, in ob prenovi, kajti potrebno je bilo spreminjati tudi balkone stranske, ki jih vidite, in postaviti novo konstrukcijo, tako da povečanje stroškov gre predvsem na ta račun.